Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je želja zveste poslušalke pravljic po imenu Kaja. In tokrat bomo prijateljevali v malce drugačni družbi, in sicer v družbi malce prevzetne gospodične Metle ter prijaznega sesalca. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Kajini pravljični želji, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Branke Hubman, z naslovom Užaljena metla in ljubeznivi sesalec. V veliki hiši, ki ima velika okna z rumenimi okvirji in velika vrata modre barve, živi gospa Marjana. Hiša je res ogromna in zahteva zdravega in močnega gospodarja, da je kos. Gospa Marjana pa je krhka, priletna ženska, ki ima borih 40 kilogramov. Je pa vseeno žilava. Upam, da veste, kaj to pomeni, dragi bralci te zgodbe. Sicer vam pa lahko to takoj pojasnim. Žilav biti pomeni, da si odporen. Lahko bi rekli celo zmožen naporov, ki ti jih drugi ljudje, glede na tvoj videz, ne prisodijo. Torej, to smo razčistili, zato lahko gremo naprej. Gospa Marjana si zelo močno prizadeva, da bi bila njena hiša vedno lepo urejena in čista. Zato ji ne preostane drugega, kot da vse dni hodi po hiši iz ene sobe v drugo sobo, nato dokler se vsa utrujena zvečer ne zgrudi v veliki rumeni fotelj, ki stoji sredi njene ogromne dnevne sobe. Pogosto se zgodi, da do večera ne zaužije niti enega samega grižljaja, saj tako neumorno dela, da pozabi celo na hrano. In takšen naporen delovnik se nadaljuje iz dneva v dan. Ampak, da ne boste mislili, dragi bralci, da je življenje v tej hiši težko samo njej. Kje neki? Vedno bolj nezadovoljna in godrnjava je postala tudi njena desna roka, gospodična Metla. Pritožuje se nad svojim dolgim delovnikom in si želi, da bi lahko vsaj kakšen dan vzela prosto in odšla k prijateljicam. Kako me vse boli. Še posebej, kadar me gospa Marjana grobo vzame v roke in z mojim spodnjim delom telesa drgne po oguljenem parketu. Godrnja in stihuje. Najhuje pa je takrat, ko gospa Marjana napolni vedro, polno vode in vanj vsuje tisti čudni prašek in me potem za hip potopi van, da ji gre ribanje lažje od rok. Ko bi vedeli, kako zelo to sovražim. To pa še ni vse. Najhuje od vsega je to, da ponavadi po tistem vedno dobim grozno alergijo in po celem telesu me srbi. Včasih dobim celo izpuščaje. Še huje pa je, ker o tem gospe Marjani ne smem govoriti. Saj mi je nekoč, ko sem se preveč pritoževala, celo zagrozila, da me bo dala za odpis, če pri priči ne umolknem. Groza, na kaj takega niti pomisliti nočem. Da bi jaz, ki sem najbolj delavna in izkušena Metla, dala prednost neizkušeni in nevzgojeni Metli? Ne, tega pa res ne bom dovolila. Nikoli in nikdar. Zaključi Metla in se stisne v kot za omaro s čistili. Nekega lepega, a precej hladnega sredinega jutra pa se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Na modrih vratih je nekdo močno tiščal na zvonec. Ko je naposled gospa Marjana, ki že nekoliko slabo sliši, le odprla vhodna vrata, je pred vrati zagledala prijaznega prodajalca. Ob njem je na tleh stala velika kartonska škatla. Kaj pa skrivate v tej veliki škatli? Je radovedno vprašala prodajalca. Pridnega pomočnika za vse gospodinje, je hitro odgovoril spretni prodajalec in odprl škatlo. Gospa Marjana je pogledala vanjo in zagledala velik sesalec. Kar pospravite tole reč, jaz je namreč ne potrebujem, je skoraj jezno rekla in vihala nos.
Ste res prepričani, da ga ne potrebujete? Je vztrajno nadaljeval prodajalec. Popolnoma. Sicer imam pa metlo, ki je ne zamenjam z nobenim sesalcem. Je skoraj užaljeno izdavila gospa Marjana in glasno zaloputnila z vrati. Gospodična Metla je medtem, ko je gospa Marjana govorila s prodajalcem, ki je želel podtakniti tisto čudno napravo, prisluškovala na stopnišču. Kar samo od sebi se je smejalo, ko je na lastno ušesa slišala, kako se je gospa Marjana uprla tistemu čudaškemu prodajalcu sesalcev. Sramota! Le kako je lahko pomislil tisti bučman, da bi v naši hiši, kjer vlada mir in red, ropotal tisti čudni stroj, ki brni skoraj kot traktor? Je razmišljala gospodična Metla in se zraven zadovoljno hihitala. Tako zelo je bila zamaknjena v svoje razmišljanje, da se je spotaknila ob smetiščnico in se po dolgem in počez zakotalila po stopnicah. Ko je pristala na trdnih tleh, se je komaj še premikala. Medtem je zaslišala gospo Marjano, ki je jezno godrnjala. Le kam sem dala to neumno metlo, da je ne najdem? Metla se je ustrašila, da jo bo gospa Marjana prekmalu odkrila, saj si še ni opomogla od padca. Tisti trenutek si je najbolj na svetu želela, da bi lahko bila nevidna. Žal pa se vse želje vedno ne uresničijo. Ko je malo kasneje slišala počasne korake, ki so se ji vedno bolj približevali, je vedela, da je njenih sanj konec. A tu se skrivaš, tile nova grda, je rekla gospa Marjana in gospodično Metlo grobo prijela za ročaj in jo počasi vlekla za seboj v gornjo etažo. Gospodična Metla je od strašnih bolečin stokala, saj je imela izpahnjen kolk. Joj, kako strašno, da v tej bogati državi, kjer bivajo, ne morejo poskrbeti niti za eno samo poškodovano metlo. Je jadikovala in stiskala zobe, medtem ko jo je gospa Marjana še naprej neusmiljeno vlačila za sabo. Ali mi metle res nimamo nobenih pravic in moramo do smrti garati, dokler vse zlomljene in uničene ne pristanemo kakšni kanti za smeti? Se je še naprej pritoževala gospodična Metla in stiskala zobe, saj bi drugače od strašnih bolečin začela še kričati. Ta dan je bil zanjo najhujši v njenem že tako in tako težkem življenju. Gospa Marjana je neusmiljeno mahala z njo sem in tja, vmes pa sitno godrnjala. Danes pa res nisi za nobeno rabo. Tako slabo pometaš, da bi najraje pri priči odnehala, če ne bi tako ljubila reda in čistoče. Tisti dan gospa Marjana ni počistila vsega, kar je zjutraj skrbno načrtovala. Malo po 5. uri je odvrgla ubogo gospodično Metlo v njen kotiček, se oblekla v topel zimski plašč, si obula rdeče škornje in na glavo potisnila pisan klobuček. Nato je glasno zaprla vrata in odšla neznano kam. Gospodična Metla je v temi čakala nanjo in premišljevala, kam nekje je gospa Marjana odšla. Ponavadi ni pogosto odhajala od doma, le tu in tam, pa še takrat le, kadar je imela res nujne opravke. Ko se je po dobri uri gospa Marjana vrnila domov, je gospodična Metla že spala. Običajno ni hodila tako zgodaj spat, a danes je bil za njo zelo naporen dan in tudi bolečine v kolku še vedno niso hotele popustiti. Zato je gospodična Metla kmalu po tistem, ko je gospa Marjana šla od doma, vzela tablete proti bolečinam in legla. Naslednje jutro jo je iz spanja zbudil čuden zvok. Gospodična Metla se je z muko spravila po konci in odšepala v prostor, odkuder je prihajal hrup. Tiho je odprla vrata in pogledala, kaj se dogaja za vrati. Na drugi strani sobe je zagledala gospo Marjano, ki je za sabo vlekla neko čudno stvar nenavadne oblike. Ko je pogledala malo bolje, je opazila, da je ta star sesalec, ki pa je bil popolnoma drugačen, kot ga je videla pred leti pri prijateljici Sirkovki. Bil je živo rumene barve in tako moderne oblike, da je prej spominjal na neznani leteči predmet kot na sesalec. Zavistno je zagodrnjala. Zame lahko brniš, kolikor hočeš in zmoreš, a vseeno ne boš nikoli boljši od mene.
Nato je prav tako previdno, kot jih je odprla, zaprla vrata za sabo. Tisti dan gospodična Metla ni več stopila iz svoje sobe, pa tudi gospa Marjana očitno po dolgih letih služenja ni več potrebovala. Gospodična Metla je užaljeno stokala v kotu svoje sobe in se je jezila na gospo Marjano, ki je tako hitro pozabila na njeno dolgoletno garanje in jo zamenjala z neumnim in glasnim sesalcem. Prav nikoli ne bom odpustila tega, je med jokom stokala gospodična Metla. Mrak se je že spuščal na strehe hiš, ko so se odprla vrata v prostor za čistila. Gospodična Metla se je še bolj stisnila v kot in čakala. Gospa Marjana je prižgala luč in potisnila novi sesalec v oguljeno kartonsko škatlo. Nato je odšla spat. Au! Je užaljeno stokal sesalec in se premetaval po kartonski škatli. Več kot očitno je bilo, da mu v novem domu ni bilo preveč všeč in da je bil navajen, da so z njim v trgovini ravnali precej lepše. Dej, utihni že enkrat, ti zoprni in glasni stvor, je skoraj zakričala gospodična Metla, saj je šel sesalec že pošteno na živce. Že ves dan se je jezila nanj, ker je vzel vso dostojanstvo in ugled, ki ga je uživala dolga leta, sedaj pa jo je svojim nenehnim stokanjem spravljal v še hujši bes. Sesalec Sesko se je stresel, ko je zaslišal gospodično Metlo in plaho vprašal: Kdo pa si ti, ki mi ukazuješ, kako naj se obnašam? Te čisto nič ne briga. Sicer pa sem tukaj že veliko let in imam vso pravico, da te oštevam, je neprijazno rekla Metla in se kujala. Sesalec Sesko pa ni odnehal. Ne vem, zakaj se tako jeziš name, saj ti nisem nič storil. Sem le čisto navaden sesalec, ki opravlja svoje delo in je tiho zaključil. Metla mu ni odgovorila, še bolj se je stisnila v svoj kot in po dolgem času je le uspelo zaspati. Zjutraj se je prebudila nekoliko boljše volje in predvsem bolj zdrava. Dobro jutro, gospodična Metla, je iz velike škatle zaslišala prijazen pozdrav. Dobro jutro, je na hitro zamomljala gospodična Metla in pogledala stran. Ni hotela, da bi si sesalec preveč domišljal. Ne bom ga sprejela tako, kot si on želi, predvsem pa ne bova nikoli prijatelja, je zaključila Metla, medtem ko se je praskala po svojem dolgem in tankem vratu. Kmalu po 8 uri je v njun kotiček kot ponavadi vsak dan stopila gospa Marjana. Grobo je zagrabila sesalec in ga povlekla iz škatle. Gospodična Metle pa še pogledala ni. Sem mar duh? Je besno bevsknila Metla in z nogo udarila ob tla. Če se ne bom na hitro domislila nekaj pametnega, me bo vsak trenutek odvrgla na smetišče, je užaljeno sopihala. Vse od jutra je razmišljala, kaj naj stori, a ji ni padlo nič pametnega na misel. Proti večeru pa se je le nečesa domislila. Mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi poskusila biti nekoliko prijaznejša s sesalcem. Preveč ne, mogoče le čisto majčkeno, si je rekla in se kislo nasmehnila. Sicer ta nova zamisel ni bila usklajena z njenim prvotnim načrtom, pa vendar je menila, da je vredno poskusiti. Ko se je zvečer ves utrujen in prašen od drobnih delcev prahu sesalec Sesko vrnil na svoje mesto v staro kartonsko škatlo, gospodična Metla ni več gledala tako grdo kot včeraj. Celo nasmehniti se mu je poskusila, pa čeprav nekoliko neobičajno. Sesalec Sesko je kljub temu, da je bil za njim zelo naporen dan, ljubeznivo vrnil nasmeh in rekel: Upam, da me boš nekoč le sprejela in da se ne bova vedno grdo gledala, je skoraj žalostno izdavil in na ves glas kihnil. Čih! Gospodična Metla je previdno rekla: Veš, to ni odvisno samo od mene, tukaj igraš tudi ti zelo pomembno vlogo. In se ob teh besedah namuznila. Nato je čakala na Seskov odgovor. Sesalec Sesko je uslužno dejal: Gospodična Metla, tvoja želja
moj ukaz. Čakam. Gospodična Metla je opazila, kako ponižen in vljuden zna biti sesalec Sesko, zato je bilo nekoliko žal, ker je bila do njega žaljiva in neprijazna. Želela je popraviti prvi vtis, ki ga je naredila nanj, in mehko pristavila. Veš, saj običajno nisem tako zajedljiva in zoprna. Vendar me ta odnos, ki ga ima gospa Marjana do mene, odkar si ti pri hiši, tako razjeda, da si ne morem pomagati. Je obupano rekla in malo je manjkalo, da ni zajokala. Ne zdi se mi prav, da je čisto pozabila name, sploh pa ne po teh dolgih letih, ko sem ji bila zvesta. Je rekla čisto potiho in povesila glavo. Sesalec Sesko je bil zelo mehkega srca. Gospodična Metla se mu je iz srca zasmilila, zato ji je predlagal, da skleneta dogovor. Rekel je: takole se bova zmenila. En dan boš ti pometala, jaz pa bom počival in obratno. Kadar pa bova potrebovala dan ali dva dopusta, se bova vse poprej dogovorila, da ne bo nesporazuma. Kaj praviš? Gospodična Metla se je strinjala z njegovim predlogom, toda kaj, ko še vedno ni razumela, kako bo ona delala en dan pa Sesko, če se je gospa Marjana ves čas, odkar je sesalec Sesko pri hiši, niti ne dotakne. Sesalec Sesko pa je nadaljeval: vse sem skrbno pretehtal in takole bova naredila. Kadar boš želela, da delaš ti, boš mene enostavno izklopila iz vtičnice in problem bo v hipu rešen. Saj menda veš, da brez električne energije ne zmorem biti tako hrupen, predvsem pa ne tako zelo uporaben. Je šaljivo pripomnil in se glasno zakrohotal. Gospodični Metli se je predlog zdel zelo domiselen in z veseljem ga je potrdila. Že takoj naslednji dan sta preizkusila svoj načrt. Ko je gospa Marjana vklopila sesalca Seska, da bi z njim počistila novo preprogo, je gospodična Metla na hitro izklopila kabel iz vtičnice. Gospa Marjana je nekajkrat ponovno vtaknila kabel v vtičnico in gospodična Metla je vsakokrat izklopila kabel. Na koncu se je gospa Marjana razjezila in odšla v gospodično Metlo, ki je potuhnjeno stala v kotu s čistili. No, sej tudi ti nisi tako slaba, Metlica moja, je po dolgem času zopet prijazno rekla gospa Marjana, ki je pometala z njo. Gospodična Metla je pometala kot že dolgo ne, in ko je bila zadnja soba v hiši pospravljena, jo je gospa Marjana odnesla nazaj v sobo s čistili in ji rekla: veš, nekaj sem ugotovila. Odslej bom morala bolj paziti na sesalec. Konec koncev je bil zelo drag in težko si bom še kdaj privoščila novega. Zato sem sklenila, da bom od jutri naprej uporabljala oba. Gospodični Metli se je kamen odvalil od srca. Od tistega dne dalje gospodična Metla ni bila niti en sam trenutek več neprijazna s sesalcem Seskom. Vedno bolj mu je bila hvaležna, ker je pomagal priti do želenega cilja. Gospa Marjana pa vse do današnjega dne ni izvedela za njuno zaroto. Gospodična Metla in sesalec Sesko sta postala nerazdružljiva prijatelja, čeprav je še nedolgo nazaj gospodična Metla zatrjevala, da to ne bosta nikoli. No, vidite, dragi moji bralci, kako zelo hitro se lahko situacija obrne v drugo smer. Zato nikoli ne recite nikoli. Ja, in še kako držijo besede naše pisateljice. Bravo, gospodična Metla, za spoznanje, da lahko skupaj s sesalcem skrbite za čistočo doma. Po zgledu Metle in sesalca lahko tudi mi ustvarimo boljši svet, če smo odprti za sodelovanje ter cenimo drug drugega. Čudovita pravljica. Kaja, najlepša hvala za poučno pravljično željo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti slovenski pravljici z naslovom Kako je Eva pomagala soncu znova posijati. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite prijazni, namreč prav vsak izmed nas ima to super moč, s katero lahko polepšamo dan sebi in drugim.
Z metlo in sesalcem pa vam pošiljam en prijeten pozdravček. Čau, čau! Bravo, kako simpatična pravljica. Boste lahko pa oba delala, ne?